Glede na to, da sem tudi jaz na plebiscitu glasoval za samostojno Slovenijo, mislim, da je bila to največja napaka v mojem življenju. Ker zdaj, ko sem malo starejši, pa ker vidim, kako to funkcionira, se mi zdi, da je pač Slovenija premajhna, da bi si lahko privoščila lastno državo. In vse smo videli, kaj se je zgodilo, korupcija na zelo visokem nivoju. Ljudje, ki so bili pri osamosvojitvi, so se nekako poskrbeli, raja, mi smo pa ostali precej na slabšem. Tako da se zdaj sprašujem, kdo sploh potrebuje politično, nacionalno državo. Jaz mislim, da državljani sigurno ne. Mi državljani potrebujemo normalno, mirno življenje, potrebujemo lastno kulturo, ki seveda s politično državo nima nič, in potrebujemo relativno soliden standard. Kdo bi potreboval državo, politično inštitucijo, politiki, tisti, ki upravlja. Če pogledamo izjave nekaterih politikov, če pogledamo izjave nekaterih športnikov tudi, če pogledamo izjave velikih ljudi, ali pa kar se po spletu dogaja, potem nas je upravičeno lahko sram. In če zdaj od mene kdo zahteva, da ploskam vsem Slovencem samo zato, ker so Slovenci, tega pač ne bom počel. In jaz ploskam ljudem, ki so nekako blizu mojim svetovnim nazorom, ki so pa daleč od tega. Sploh ne vem, kdo rabi izjemne posameznike. Mi rabimo uravnoteženo družbo. Izjemni posamezni zmagovalci vedno ustvarjajo nelagodje v družbi. Tako da, ja, absolutno, dokler izjemni posamezniki pomenijo zmago na otroškem igrišču, absolutno ja. Dokler, ko pa enkrat začnemo slaviti nogometaše, slaviti smučarje, slaviti koga vse, seveda to nema smisla. Ne smemo pozabiti, okolje vsakega zmagovalca je poraženo. In takšna družba je frustrirana in seveda živeti v taki družbi ni prijetno. Mi smo bili vzgojeni v socializmu in se nam nekako skozi do zdaj zelo normalno, da je človek humano bitje, da je znotraj nekaterih okvirov, ki so nam jih postavili ali cerkovne, ali družba kot taka, ampak zdaj vidimo, da je človek je zver. In ko spustimo tiste spone, ki ga drži, potem prosti lov. Zdaj demokracija kot taka, zahodna, nam nekako dovoljuje, da lažemo, krademo, manipuliramo in na tak način seveda družba ne mora obstajati prav dolgo. Slovenija, kljub temu, da jaz ne vidim nobenih mej, niti avstrijska, niti hrvaška, niti katerekoli druge, je ta košček ozemlja, ki je trenutno v tako rekoč slovenskih rokah, ni pa vedno bil. Ta košček sveta je izjemen, zato ker se na majhnem področju pač zelo hitro spreminja, narava je relativno kvalitetna in zato jo moramo kot tako varovati, pa ne zato, ker smo Slovenci, zato, ker bi rabili kakšno pripadnost ali pa domoljubnost, ampak zato, ker smo ljudje, ker rabimo zdravo in prijetno okolje. Jaz mislim, če bo šlo tako naprej, kot gre, perspektive ni nobena. Na svet je zelo enostaven. Pozabimo na preteklost in poskušamo uravnotežiti lastna življenja. Ker če bomo lastno uravnotežili, bomo uravnotežili tudi mikro in potem makro okolico. Jaz mislim, da spremembo v glavah, spremembo mentalitete, tudi ta naš projekt Meritev črnega ogljika sporoča, da je prihodnost v ultralahkem, da je prihodnost v spremembi miselnosti od črne, zmagovalne, velike, ne vem kakšne, k majhni, drobni, prijetni, prijazni, svetli prihodnosti. In če ne bomo tega naredili, ne bomo naredili nič. Prihodnost ni vedno boljših avtomobilih, vedno boljših letalih, elektrike, ne vem čemu, ampak po nižji porabi, majhnih avionih, majhnih avtomobilih in to je to.